Pozdravljeni. Poznate Miho? Ja, vsak ima v družini ali v širšem krogu morda nekoga, ki se tako imenuje. Ampak jaz imam v mislih enega prav posebnega fanta, ki je preživel več kot teden dni zelo slabo razpoložen. Zakaj? Vsak dan so prihajale poslovne stranke in popeljal jih je do kavomata na hodniku podjetja, z njimi pokramljal in jim delal družbo, ko je pil kavico. Mimo je prišel njegov šef in ga naslednji dan na sestanku pred vsemi sodelavci pošteno nadrl z besedami: Miha, prosim, če lahko piješ malo manj kave, kadarkoli grem mimo, vidim, kako stojiš, klepetaš in tam piješ. Človek je bil ves prizadet, ni prišel niti do besede, sestanek se je končal, ves teden je hodil murkast in užaljen v službo, dokler ga sodelavec le ni povprašal: Pa Miha, kaj je narobe? Veš, sploh ne pijem kave. Dobro veš, da so prišli poslovni partnerji in sem jih vprašal, če bi si privoščili skodelico opojne tekočine in zato sem jih popeljal k kavomatu. In zakaj tega ne poveš šefu? Zakaj bi mu pa razlagal? Saj to bi pa lahko vedel. Ne. Šef ne more vedeti vsega. Zato je toliko bolj pomembno, da zna komunicirati, spraševati, ko je čas za to, poslušati, ko je primerno. Kajti s svojim komunikacijskim ravnanjem še kako vpliva na kudo, na tisto borilno veščino za podjetja, ali zaposleni delajo v komunikacijsko ugodnem delovnem okolju ali ne. O nekaj teh veščinah bomo spregovorili tudi 26. januarja leta 2017 na celodnevnem usposabljanju, ki je namenjeno vam, vodjem. Kajti, strinjamo se, komunikacija je zelo pomembna. Naj ne postane postranska stvar v vašem vsakdanjem delovniku, natrpanem s polno izzivi. Nasvidenje.